V zadnjih tednih smo na urgenci kliničnega centra soočeni sicer s pričakovanim povečanim pritokom pacientov. Imamo pa letos kar precejšnje težave. Težave so pravzaprav posledica, so v ospredju že kar nekaj let. Klinični center kot osrednja slovenska bolnišnica ima, če bi indeksirali postelje na število prebivalcev, najmanj postelj v Sloveniji, kar pomeni, da težko sprejemamo paciente z urgence. Če temu dodamo še neko terciarno naravo dela v kliničnem centru, kjer za določene bolezni smo edini, ki jih zdravimo, in seveda moramo tudi te paciente z drugih regij sprejemati, nam to še toliko bolj otežkoča vsakdanje sprejemanje pacientov z urgence. Čakalne dobe so se nam v zadnjih tednih žal povečale, kar seveda upravičeno jezi paciente, jezi svojce. V tem trenutku bi želel jih pozvati, da nekako skušamo vsi ohraniti neko potrpljenje. V kliničnem centru skušamo nekako ta manjko postelj, ta trenutek nadomestiti. Interna klinika in klinika za infekcijske bolezni bo skušala povečati kapacitete. Odprli bomo dodatno oddelek v prostorih, ki niso čisto končani, diagnostično-terapevtskega centra, ki smo jih opremili za bolnišnične namene v času COVID-a. Tam bomo nekako poskušali dodatno odpreti 15 postelj za akutno bolne paciente. Nekaj dodatnih kapacitet bomo skušali odpreti znotraj interne klinike, da bi lažje paciente s akutnim poslabšanjem kroničnih bolezni, ki prihajajo na urgenco, sprejeli in ustrezno obravnavali. Ne je sicer čisto natančno, kaj bo to pomenilo za zdravstveno nego. Seveda se bojimo, da kader, ki ga imamo, če ga bomo preobremenili, da bomo kasneje soočeni še z nekoliko več odhodi. Pozvali smo ministrstvo, kar bi nam pomagalo, da bi ažurno objavljali dostopnost oziroma proste kapacitete vseh urgentnih centrov v Sloveniji, da bi se lahko nekdo, ki je akutno bolan, lažje odločil, kje bo prej prišel do zdravniške pomoči. Hkrati smo kot družba relativno slabo pripravljeni na staranje populacije. Ta trenutek nam v bolnišnici leži več kot 5% pacientov, ki jih ne moremo premestiti v neke negovalne ustanove ali pa za domove za ostarele, kjer so prav tako soočeni s pomanjkanjem medicinskega kadra. Tako da v prvi vrsti predvsem pozval paciente, ki prihajajo k nam z nekim akutnim poslabšanjem, da bodo žal soočeni s čakanjem. Jaz mislim, da vsi, ki delamo v kliničnem centru, se trudimo, da bi to nekako čim bolje speljali organizacijsko in nekako poskrbeli, da bo za vse strokovno ustrezno poskrbljeno. Kako dolgo pa čakajo, recimo, od tega, ko pridejo, ko se... Ta trenutek so najdaljše čakalne dobe na tem, čemer mi rečemo ambulantah za bolezni, to pomeni za akutna poslabšanja kroničnih bolezni. Tam smo nekje, so trenutne številke takšne, da je povprečen čas obravnave tudi 10 ur. Povprečen čas za sprejem v bolnišnico pa še daljši. Kakšni pa so razlogi za več prihodov na urgenco? Glejte, že na začetku sem povedal, da je to delno pričakovano. Vedno, kadar prihaja zimski del, se začenjajo respiratorne okužbe, ki poslabšujejo kronične bolezni. Je pa tako, kot sem povedal, populacija se stara, mi znamo zdraviti vedno več bolezni, tako da ta trend se bo verjetno nadaljeval. Je klinični center dodatno ta trenutek hendikepiran zaradi tega, ker so nekateri deli kliničnega centra v fazi prenove. Gradi se nova infekcijska klinika, ampak seveda niso samo prostori tisti, ki nas ta trenutek omejujejo, predvsem je kader tisti, zaradi česar imamo tudi nekatere kapacitete zaprte. Koliko kadra pa je premalo? Glede, če govorim za ta ožji del bolnišničnih postelj, ki se ukvarja z internističnimi boleznimi, infekcijskimi bolezni, imamo ta trenutek gotovo več kot 100 postelj manj kot pred 10 leti. Trend bi mogel biti pa ravno obraten, da se te postelje krepijo. Tu nekako bo mogla država veliko sistemskih ukrepov sprejeti, da bomo to na dolgi rok izboljšali. Ali zaradi več prihodov na urgenco mogoče odpovedujete kakšne redne preglede? Ja, predvsem imamo vedno težave, kako nadaljevati z določenimi posegi, ki niso neposredno življenjsko ogroženi, ampak so kompleksni in jih kot terciarni center izvajamo edini v državi. Tako da ne želimo si teh storitev odpovedovati, ampak če se bo trend, kot je v zadnjih tednih nadaljeval, bomo verjetno potem mogli
poseči, da bomo določene terciarne storitve začasno prekinili. Katere pa so te storitve, ki bi jih lahko prekinili? Glejte, to je na vseh področjih. Mi smo na področjih zdravljenja malignih bolezni, nekaterih bolj kompleksnih infekcijskih bolezni, nekaterih kirurških obolenj, pač edini center v državi, ki to počnemo, določene intervencijski posegi, ki so narejeni preko žil. To se bo vse zamikalo, a ne? Neposredno škodo na pacientih je to težko ocenjevati, ampak gotovo to ni v korist bolnikov. Pa boste mogoče sprejeli še kakšne druge ukrepe, zdaj ste našteli dodatne postelje? Glede, vodstvo bolnišnice je v navezi z ministrstvom, skuša se najti neke rešitve, kako predvsem mogoče bolj enakomerno obremeniti zdravstveni sistem v takih porastih priliva pacientov. Kaj pa bi rekli, kaj bi pozvali bolnike njihove svojce? Predvsem potrpljenje, slaba volja, iskanje konfliktov ne koristi nikomor. Jaz verjamem, da se bomo vsi, ki smo na drugi strani, ki obravnavamo paciente, potrudili, da bo pač potekala ta obravnava čim bolj strokovno in čim bolj gladko. Koliko postelj pa je na voljo, recimo, manj kot takrat, koliko pa jih je sploh na voljo? Če govorimo o odstotkih, je to približno 20% kapacitet. Trenutno interna klinika ima približno 100 postelj manj, tudi infekcijska klinika ima nekaj 10 postelj manj, kar se na večjih lokacijah, in to nam dela težave. Seveda, tudi če bi mi druge fizične kapacitete kliničnega centra koristili, imamo pa težave tudi s negovalnim kadrom, predvsem kadar skušamo službo organizirati na več različnih lokacijah, je to kadrovsko manj optimalno. Kakšna pa je številka teh postelj trenutnih? Trenutno interna klinika razpolaga nekje med 350 in 400 postelami. Kapacitete, ki so imeli v preteklosti, so presegale 450.